Predsednik potapljaškega društva, pa ne v potapljaški opremi, kako to? Zdaj sem bolj v vlogi organizatora, kot pa potapljača. In kaj ste organizirali? Organizirali smo 15. ekološko akcijo, ni nam vseeno. Osnova te akcije je v bistvu to, da se reka Drava očisti, kolikor bi bilo v naši moči, predvsem pa to, da bi osvestili Mariborčane, da Drava ni namenjena sama sebi, da samo teče skozi mesto, ampak da je tudi tu in da je treba čuvati in negovati. Zdaj, fantje iz društva so z lahkoto naštevali stvari, kaj vse so našli, koliko takih akcij misliš bi mogli speljati v društvu, da bi se več kot pol metra pod gladino videlo? Ja, tile kosovni odpadki ne prinašajo te zamuljenosti ali slabe vidljivosti. To je v bistvu narava reke sama z elektrarnami in s tem muljem, ki se zaradi elektrarn nakopiči na enem mestu in pol tudi v določenem trenutku pač se sprosti, ampak Drava je zelo, zelo čista reka. Kaj se tiče teh večjih kosovnih odpadkov, katere pol mi uspešno najdemo, jih prinesemo ven, je pa res to, da nekateri pa tudi pridno poskrbijo, da to, kar ne sodi v njo, da pa pol mi to najdemo. In ima društvo sredstva, da bi lahko v bistvu intenzivno akcije vsakotedensko izvajali? Sredstva kot v smislu dobre volje, volonterstva in prostovoljstva, teh sredstev je neomejeno veliko. Se pa zaplete pol pri vsaj pokrivanju mogoče nekih osnovnih stroškov, kateri bi pri tem nastali, teh sredstev pa ni, razni sponzorjev, kateri nam zelo pridno pomagajo. Največji izplen oziroma plen, ki mogoče je še pod gladino danes? To je stara 101 ali Jugo 128, ki pa ni nujno, da ga bomo dvignili sedaj, zaradi tega, ker je na takem prostoru, kjer je ogromno drugih avtov parkiranih na parkirišču, bi bilo zelo težko ga potegniti ven. Je pa označen in sigurno bo prišel nazaj ven na kopno. Kako ste se v društvu organizirali, kak je zdaj potapljaška četa razdeljena po Dravi? Zdaj v tem trenutku so, mislim, da je več ali manj že vsi veni, v vodo je šlo 42 potapljačev, ne samo iz potapljaške društva Maribor, bili so radomski potapljači, mursko-soboški, bili so razdeljeni v skupine po 2 ali po 4. Ko so našli kakšen večji kos, se dvigne, priše čovn, po ta kos in smo odložili čovn pa v nabalo in v koso. Nesreča, kaj smešnega se je zgodilo? Tukaj, zdaj v tem trenutku čisto nič. Mogoče pa res ena prigoda. Čisto na začetku, z prvimi 2 temi ekološkimi akcijami, ko smo začeli, smo na Benetkah napolnili kar lepo število kesonov z vsemi mogočimi stvarmi. Je bila ena skupina romskih otrok, kateri so lepo pridno gledali in opazovali, na kar stopi eden k meni pa mi reče, pa zakaj ti zdaj vi to jemljete ven? Mi tu not mečemo, vi pa vun. Tika spodaj. Vidiš se tam do pol metra, ko je zmuljenje, drugače ko pa je mirno, pa vidiš do metra in pol. In? Smeti polno, pa mrzlo. Kaj misliš, našteje zdaj enih 10 kosov smeti, ko so te najbolj šokirale spodaj? Prvo kot prvo, ta motor tu, pol klopca, stop znak. Pa kaj, še spodaj polno stolov, pa ena velika miza, ki jih grem zdaj iskat. Kurla, rukni po kurlu. Žgi, stari, žgi to, žgi to, žgi to. Daj, še dolgo, Pazi, vinek.